dober vodja mora biti predvsem poslušalec in pomagati svojim sodelavcem, da so uspešni. Nikdar nisem razumel vodij, ki se tolčejo po prsih, kaj mi je uspelo. Meni je uspelo vzgojiti sodelavce, ki v bistvu delajo dober posel. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mojim danes je en zelo poseben posameznik, ki sem ga imel čast že večkrat poslušati. Tako da lepo pozdravljen, Marko. Hvala, lepo pozdravljen nazaj. Zdaj, preden greja v tvoje izjemne izkušnje, poglede, jaz sem imel res lepo priložnost že večkrat slišati in si zmerno tako navdihujoč, bi se jaz rad spustil v tvojo kariero, v tvoje izkušnje, ki so zelo bogate. In sicer svojo poslovno pot si začel že kot dijak pri stricu, z delom si nadaljeval med študijem, si pa študij hitro opustil, ker si se najdel v službi in si v bistvu nadaljeval pri stricu in leta 1994 postal referent v komerciali, 2001 si prevzel pomembnejšo funkcijo na vodja nabave in logistike, leta 2003 si postal komercialni vodja prodaje, potem pa si iskal v bistvu zaposlitev druge in si šel v IKEA, k našim sosedom, Avstrijcem, kjer si se leta 2000 zaposlil v IKEA v Gradcu, kjer si bil odgovoren za prodajo poslovnim uporabnikom. Vključen si bil v tudi poseben program izobraževanj za vodilne kadre, ampak po 13 mesecih te pokliče stric, ti reče, a bi prišel nazaj, bi prevzel vodenje podjetja, tako da si v bistvu od septembra 2006 ponosni direktor družbe Mikropolo, ki jo vsi poznamo. Od 2015 ste prisotni na evropskih trgih z vašo lastno blagovno znamko laboratorijskega pohištva in specialne opreme pod imenom Lab Interior, ki ga v celoti proizvajate v Mariboru. In leta 2022 ste prvi na svetu predstavili pametno digitalizirano laboratorijsko pohištvo. Je pa še kar nekaj posebnosti o tvojem oziroma vašem podjetju, in sicer imate 37-urni delovnik, neomejen dopust, brezplačen zajtrk, živali, otroci, vsi so dovoljeni, tako ste res eno all-inclusive okolje. Pa preden greva res v te vse izjemne detajle, me zanima, če bi bila midva v gimnaziji ali pa srednji šoli sošolca, si bo že takrat si znal voditi ljudi, si bil ti v ospredju, si znal povezati ljudi, peljati naprej? V gimnaziji, v osnovni šoli sem bil zelo tih, miren, bil sem tudi najmanjši na celi šoli, od vse generacije, mislim, da je bila ena sošolka še manjša od mene. Nikoli se nisem ukvarjal s športom in sem bil vedno bolj umirjen. V srednji šoli tudi na začetku, ampak v 3. letniku se je zgodila ena zanimiva anekdota. Zadovoljni nismo bili z enim profesorjem matematike in seveda sem zbral podpise vseh sošolcev, jih predal ravnatelju, mislim, da je bilo 600 podpisov. Potem se ni zgodilo nič in 3. gimnazija se je znašla čez noč na celi strani sobotne priloge v Večeru in v nedeljo je sledila izredna konferenca. Takrat so mi predlagali, da šolo zapustim, ampak seveda se nisem dal, potem sem postal predsednik razreda in predsednik dijaške skupnosti. Tako da na nek način, se je to že moja borba in uporništvo se je vedno skazalo že zelo zgodaj. The best. Daj mi povej, ko googlamo ali pa poslušamo tebe in probamo zvedeti več o tebi, več o Mikropolu, zvemo res zelo zanimiva dejstva. Od tega, da ste zelo inkluzivni, da zaposlenim puščate ogromen svobode, imate 37-urni delovnik, neomejen dopust, brezplačen zajtrk, šport in tako naprej. Kako prideš iz v bistvu podjetja na tako raven, da vse to omogočaš zaposlenim? Zelo enostavno izhajati moraš iz sebe. Jaz izhajam pri vsem tem iz sebe in gledam pač na to, da je moje osebno življenje prepleteno s poslovnim, da je to en svet in da je služba vseeno 1/3 življenja. Yeah. In v 1/3 življenja, če potem damo še 1/3 prespimo, je potem v bistvu ta tretjina v službi postane zelo, zelo pomembna in zdi se mi, da je potrebno za če gledaš dolgoročno, če gledaš na zdravje in predvsem na to, da si človek z veliko začetnico, se mi zdijo pač vse te ugodnosti nekako meni normalne in nič kaj posebnega. Vidim pa, da
smo s tem res očitno nekaj posebnega. Da mi povej, si človek, ki ima več klobukov od tega, da si direktor, da si mentor, da te mnogi v bistvu kujejo in te imajo za zgled. Pa mi povej, kako si ti razporejaš svoj čas kot direktor? Se pripravaš v nedeljo za naslednji teden, se pripravaš en teden prej, 2 dni naprej, kako si razporejaš? Sam si videl, kako sem se pripravil za danes, v zadnji trenutek. To se mi vleče že od začetka. Jaz sem zelo len. In seveda vedno probam vse stvari najti po najhitrejši in najlažji možni poti, kar se je v poslu izkazalo v bistvu za zelo dobro, ne, da nisem nikoli bil marljiv delavec in če bi me dali za tekoč trak ali pa v operativo umrem, v kreativi pa je moje življenje 24 ur na dan in nikoli se posebej ne pripravljam. Ponavadi zvečer, ko se življenje umiri, ko pride tema in ko nekako je vse že mirno, moja glava začne delati in takrat padajo kakšne ideje, ki so potem take, da celo noč prebedim, postavim vse temelje in se drugi dan čudim, kaj mi je vse uspelo in ugotovim, da je v bistvu ideja bila res zelo dobra. Top. Ampak kako si pa recimo, imaš ti ponovadi kakšen sistem, vem, da ima Jeff Bezos ali pa še kakšni uspešni tudi slovenski podjetniki, da imajo zjutraj pomembnejše sestanke, potem ponovadi okoli 4 probajo zaključiti, pa pol še malo zvečer delajo. Imaš ti tudi kakšno tako rutino? Jaz nimam neke rutine, bolj sem impulziven. No? Jaz zato recimo delo od doma je meni na nek način cool, ampak po drugi strani, ko mi misklica prileti, je treba to narediti takoj. Ne? In hecajo se moji sodelavci, da rabim potrpljenje, ampak to takoj. Ne? Nimam neke rutine, bolj se prepuščam vsakodnevnemu toku. Dej nam malo povej Mikropolo, podjetje 140 zaposlenih, dobili ste tudi nagrado na Združenju Manager, vključil vse lansko leto. Ste zelo znani po odprtosti, inkluzivnosti, tudi to je ena izmed vaših vrednot, pa me zanima, dej nam predstav, kaj počnete, kdo ste? Počnemo, da nas povem ponavadi zelo po domače. Ukvarjamo se z laboratoriji, kar pomeni, da smo distributer večjih svetovnih proizvajalcev za laboratorijske potrebščine. Pa čeprav si ponavadi vsi potem predstavljate pruvete pa čaše, tisto steklo, ki je pri nas minimalen delež v našem prodajnem programu. Najbolj znani ali pa najbolj, kjer lahko plastično predstavim, s čim se ukvarjamo, je diagnostika, kar pomeni skoraj vsaka bolezen je diagnosticirana na eni od naših naprav, od patologije, citologije, mikrobiologije. Če govorimo o sepsi, imamo 100% tržni delež, to pomeni vso sepso v Sloveniji odkrijemo z našimi aparati, ki jih mi prodajamo in testi. Bravo. Imamo podjetje v Bosni in Hercegovini in zaposlujemo na Hrvaškem, v Nemčiji in v Avstriji, ampak predvsem tam pa za blagovno znamko Labinterija kot pohištvo. Torej proizvajamo laboratorijsko pohištvo, digestorije, to že od leta 2015, kot si omenil na začetku, pa smo lani prvič predstavili pametno laboratorijsko pohištvo pod imenom Pregl Digital, po našem slovensko-avstrijskem kemiku Frideriku Preglu, ki je edini slovenski Nobelov nagrajenec za kemijo. Wow, nisem vedel, the best. Ja. Zato smo tudi uporabili njegovo ime. Hudo, kad malo včas, da se ga malo počasti. Tako pa, da se vemo, zgodbe prodajajo. Daj mi povej, kako kot podjetje, ko si na taki pomembni funkciji, skrbiš za 140 zaposlenih, dosežeš 20% rast 3 leta zapored in dejansko te konkurenca gleda, verjetno te vsi sprašuje, kako mora tu je? Ja, vedno sem dajal ljudem in še danes verjamem v to, da ljudem treba dati proste roke, postaviti okvirje in jim pomagati, ne jih pa kontrolirati in gnati, ampak jih bolj pomagati in motivirati k višjim ciljem. Ponavadi, ko delamo planiranje, ko se pogovarjamo o načrtih za prihodnje, vedno želim, da si postavljajo visoke cilje in ponavadi povem zelo pragmatično, da ko smo bili dijaki ali pa še mlajši, smo vsi vedeli, da bomo enkrat poročeni, imeli stanovanje, družino, službo. Čeprav takrat ne vemo, kako bomo te cilje dosegli, ampak jih dosežemo, zato ker smo prepričani, da jih bomo. In v poslu probam sodelavce motivirati na enak način, da cilje je potrebno postavljati visoko, čeprav danes ne vemo, kako bomo do njih prišli.
ampak da se ni treba bati in da je bolje imeti višje cilje, pa jih ne doseči, ko pa imeti nizke, pa jih malo preseči. Tako da moji sodelavci imajo vsi proste roke, sami inovirajo, sami dajo pobude, sami dajo predloge in rasti v bistvu so bolj zaslužni oni, no, kot da bi rekel, da je to neka moj zaslužek. Je pa res, da se sam bolj ocenjujem kot vizionarja, da imam nek šesti čut in da stvari dostikrat vidim naprej, čeprav jih ne znam razložiti zakaj, pa so se do zdaj, moram potrkati, še vedno pokazali kot prave. The best. Ful mi všeč ta vaš slogan podjetje z največ kemije, ker ste v takem poslu, da ste the best. To je zihar, da si ti spomnil. Ja, pa vse možno, da res, ja. Pa imamo res veliko kemije, ja, med sabo. The best. Daj mi povej, kako, to me je zmer fasciniralo, ker sem prebral, da imate neomejen dopust, ker ponovadi se tako pol pogovarjaš, a to zdaj zaposleni izkoriščajo, so dovolj odgovorni, ali pa v bistvu imaš manj dopusta, ker imaš v bistvu neomejen, kako to... Eno in drugo. Ko smo začeli s tem, je seveda bil strah, kaj se bo zgodilo. Jaz vedno rečem, pa mislim, da ta strah pred spremembami je vedno sploh pa strah, ko nekaj ponudiš, je tako zdaj, tu tem grmu tiči nek zajec in zagotovo ne bo tako, kot pravi. Zgodilo se nam je, preden smo to uvedli, da so ljudje smo narejeni tako, da vse, kar nam pripada. In starejši zaposleni so konc leta, ali pa tudi ostali, so konc leta vsi na silo hteli izkoristiti dopust, ki mi je ostal, če ga niso, so ga prenesli in so ga potem hteli izkoristiti do konca junija, tako je ponavadi. Mi smo pa rekli, da ne, da dajmo vsem dopusta, koliko ga rabijo, ampak se nič ne prenaša več, ker je dopust neomejen. In zgodilo se je to, da imamo seveda sodelavce, ki bi jim po zakonu pripadlo mogoče 20 ali pa 22 delovnih dni dopusta, pa ga izkoristijo 40, ampak zgodilo se nam je pa tudi, da starejši delavci, ki ga imajo 30 ali več, ga izkoristijo bistveno manj, tudi 15 ali 20. Tako da, če pogledam povprečno, porabimo 2 dni več na osebo, kot nam pripada. Je pa res, da se je zmanjšalo število bolniških odsotnosti, da se je povečala pripadnost, zmanjša se fluktuacija in tako naprej. The best. Sprav pozitivni učinki. Samo pozitivni učinki, pa še en zelo skrit pozitivni učinek je bil, ki smo ga pa dosegli s tem, da dopust odobri sodelavec, ki te nadomešča v času, ko te ni. To pomeni, ne rabiš šefa vprašati za dopust, ampak se moraš z nekom dogovoriti, da tvoje delo prevzame. In v tem primeru se je izkazalo, da ni več tistega, zakaj moram jaz vedno nadomeščati, pa ni toliko na dopustu, saj si mi ti odobril dopust in ne jamraj. In sve je potem to tudi kontra velja, ko grem pa jaz na dopust, pa mi boš ti odobril, če sva pač par, da se nadomeščava. Tada smo dosti stvari v bistvu na en mah rešili, je pa to potegnilo za sabo še nekaj. Če imaš ti neomejeno prostega časa, potem tudi viška ur več ni. Ker ti ali pa manjka. Kaj manjka ur je tako ali tako daš dopust, če je neomejen. Tako da imamo mi zdaj v bistvu vse privatne izhode, ki jih nekdo opravi, ali mora skočiti po otroka na banko, ne vem kamorkoli, v bistvu spadajo vse v ta neomejen plačen dopust. The best. Top. En članek sem bral in sicer so te vprašali, kaj je trajnostno voditeljstvo zate. Si odgovoril, da zate to pomeni vzpostavitev vključujočega delovnega okolja in klime, kjer podjetje deluje od spodaj navzgor. Daj nam malo razloži, ker se mi tudi tako stavek, sem rekel, wow, to je pa res tak močen stavek. Ja, zdi se mi, da se pri trajnosti preveč pogovarjamo o samo zelenih stvareh. Zame pa trajnost pomeni tudi dolgoročna vzdržnost podjetja in tudi s kadri. In tako kot sem na začetku, ko sem me vprašal, odkot se ideja, odkot rast, od spodaj navzgor. Ljudje so opolnomočeni, imajo proste roke, imajo samo okvirje in zelo ohlapna pravila. Spodbujamo pa pri vseh podjetništvu in to, da se zavedajo, da njihove odločitve imajo posledice lahko na dolgi rok in da v bistvu pač vzdržno delujemo na dolgi rok. To sem hotel povedati s tem in kot vodja se mi zdi, da moraš postaviti okolje, ki deluje tudi, ko te ni. In to je za mene tudi nek način trajnosti, da ne more se zgoditi nek dogodek, ki je firmo totalno
pretrese. Meni, kot sem ti že prej rekel, si mi fascinanten in zmeraj, ko te poslušam, sem navdušen. Pa me zanima, verjetno se je tudi tvoj stil vodenja, način vodenja tekom tvoje kariere spremenil, ko si rastel po lestvici navzgor, ko si dobil nove izkušnje. Pa da mi malo predstavlja, kako se je, recimo, ker verjamem, da na začetku nisi tako razmišljal. Ali si že takrat tako rekel, da gremo? Na začetku moje poti sem se v bistvu zgledoval po stricu, ki mi je bil pač edini mentor oziroma edini podjetnik, ki sem ga imel pač priložnost vsak dan gledati in opazovati. Bil sem tudi en redkih, ki je non-stop imel svoje ideje in je non-stop probal predlagati nove stvari. Ko sem prevzel, sem ga v bistvu dosti posnemal, torej bil sem zelo avtoritativen, strog, ampak s časom sem probal vnesti kaj svojega, pa sem vedno dobil po glavi. Vem, da sem prišel enkrat v obleki, oziroma v kravati, ki je bila cela prešita, pa sem že bil taki, ne moreš hoditi. Sem enkrat z bivšo ženo nastopala na plesišču, pa sem spet slišal, direktor ne sme plesati, pa nastopati. In to me je potem nekako dalo misliti, da v bistvu to ne gre k meni. Ne morem jaz biti igrati nekoga dopoldan, pa biti popoldan v trenerki, pa v raztrganih hlačah. In s tem, ko sem upal si biti vedno bolj sproščen, se tudi moj stil vodenja spremenil in začel sem izhajati bolj iz sebe, ne iz knjig in iz tega, kar slišim druge, da je pač treba ljudi stisniti, iz njih izžeti maksimalno in da so tu samo zato, da delajo. Tada to je v bistvu res se razvilo skozi vseh teh 18 let. Pa še zmerom se spreminja. Se pravi, če se bo pogovarjala čez kakšno leto, dve, bo še kakšna novost, še kakšen bombonček. Zagotovo bo kaj drugače. Daj mi povej, slišal sem, da se o tebi piše tudi knjiga. Ja. Kaj bo na to knjigi? Založba Beletrina me je povabila k sodelovanju z nagrajenim pisateljem Davorinom Lenkom, pripravljava mojo biografijo na malo poseben način. V knjigi bodo stvari, ki mislim, da bodo presenetile vse, ki me poznajo. Šla sva namreč na zelo osebne stvari in se dotaknila zadev, ki kažejo, da tako kot me danes si me na začetku hvalil, da mi je prav fajn poslušati včasih, ko potem nekdo to prebere, da se za tem uspešnim površjem pa vseeno skriva marsikatera tudi prejoka na noč ali strah in da je za uspeh res potrebno garati in da v življenju so marsikdaj takšni padci, ko bi redko kdo verjel, da se človek lahko pobere, pa se vseeno da. Ampak takrat s temi padci si pa lahko hvaležen, pa dejansko vidiš. Ja, pač vidiš, da življenje ni enostavno, v življenju je dosti preprek, ampak jaz mislim, da uspešne in neuspešne ljudi loči predvsem to gledanje na vse prepreke, ki pridejo na pot tako ali drugače. Se strinjam. Daj mi povej, Američani dostikrat pravijo the aha moment. A si ti imel kakšen ta aha moment v življenju, ki si rekel, jaz hočem to delati, kar delam, to me veseli, všeč mi je ekipa, ki sem jo postavil, ali pa kaj drugega, kakšen projekt? Več takih stvari je bilo prelomnih. Najbolj prelomen je bil mogoče zame z stricem, z bivšim direktorjem smo imeli velikokrat borbe, sploh glede te moje, kako naj rečem, odprtosti ali pa glede dejanj, ki smo jih delali, ugodnosti, ki smo jih delali v Mikropolu. In ko smo leta 2016 posneli film s Tadejem Tošem, nas je tisti izstrelil. In pred tistim filmom je bilo blazno strah, ker tam mi je bilo očitano, ne kažite, da so živali v službi, ne kažejo otrok v službi, ne povej, da imate neomejen plačan dopust, ker bodo ljudi mislili, da nič ne delate. Meni se pa je zdelo, da moram, da želim pokazati, kdo smo v resnici, da nas ljudje začutijo. Da ni to samo Mikropolo, ker jim poznajo tista dva človeka, ko z njimi sodelujejo naši kupci, ampak da nas res poznajo malo tudi našo dušo. No? In ta film nas je izstrelil na en način in mi je dal potrditev, da tisti film ima, mislim, da več kot 100,000 ogledov, kar je za korporacijski film veliko, ne samo za slovenske razmere. In tisto mi je bil en tisti, očitno delamo prav. Zelo prestrašen, priznavam, sem bil pred govorom lani na Združenju Menedžer, mislim, da sem par kratkih ruknil pred čisto poštarsko. Nisi videl? Ja, to sem vedel, kje je meja.
Zelo me je strah takih stvari in tudi recimo še ena taka večja prelomnica je bila letošnji zaposlitveni oglas. Ne vem, če si ga... Tega pa nisi videl? Ne, bom pa odkaj pogooglil. Ta zaposlitveni oglas je pa kazal, sem bil pa oblečen v drag queena, kjer sem pojedel banano, z sadomazo masko pasijo sem pokazal, da lahko so tudi psi v službi. Šli smo zelo na TikTok varianto in tudi recimo tu me je bilo zelo strah, ne? Kakšen bo odziv. Sploh, ko sem reklamo poslal v pregled, kakšen kadrovikom in je bilo, ti si F. Ne? Ja, verjamem, ja. Ti nisi normalen. Ne? Slovenija na to ni pripravljena. Ampak to je Slovenija, ne? Ampak potem sem rekel, veš, kdaj bo pa pripravljena? Ja. Ne? In nikoli in nikdar ne želim nikogar posnemati. Ker se mi zdi, da če si prvi, drugi tebe posnemajo, ne? Če si posnemovalec, si pač vedno posnemovalec, si vedno drugi. To je res, ja. Pa včasih je dobro iti čez okvirje. Si trendsetter. Jaz nikdar ne želim biti ukaljubljen in ne želim in vedno preizkušam, ali res mora biti tako, ali lahko kako drugače. In vedno se izkaže, da je možnih več poti do istega cilja. The best. Daj mi povej, ti si tudi mnogi mentor, veliko ljudi te ima za zgled, te občuduje, a si mi tudi imel kakšnega mentorja, ki bi ga izpostavil, da ti je bil kot vodilo? Ne, jaz sem imel že težavo izpolniti tvoja vprašanja za naj. Nimam ničesar najpriljubljenega, nimam zgleda. Rekel bom, da jemljem stvari zelo delno si od koga kaj sposodim. Zelo sem bil ponosen, da je neomejen plačan dopust bil naša pogotavščina, preden je Virgin to objavil kot lider in so se pohvalili s tem, mi smo jih pa za celo leto prehiteli. Sposojam si ideje, seveda, od marsikoga, ampak jih potem nikoli ne delam copy-paste, ampak pač, da pašejo v naše okolje in da so še malo bolj modificirane mogoče. Da mi povej še ta zanimivost, 37-urni delavnik. Kako ste do tega prišli? Mi izdajamo interni časopis, mikrofon, kot mikrofon, ki ga pišejo zaposleni sami. In v vsakem mikrofonu predstavimo enega sodelavca in eno sodelavko z vedno istimi vprašanji. Eno od vprašanj je tudi, če bi bil direktor za en dan, kaj bi spremenil. In tam dosti krat dobim kakšne ideje, ker si ljudje pač upajo res povedati. In zadnje čase, odkar je modern 7-urni delavnik, je to konstantno na tapeti. In enkrat sem potem rekel, da tega nikoli ne bomo naredili. Sem pa razmišljal vseeno v smer, da skrbimo za zdravje in smo rekli, ok, naredimo pa to na malo drugačen način. Vseeno smo za pol ure na dan skrajšali delavnik, tako da smo iz 40 prišli na 38,5. Potem smo pa rekli še, zdaj imamo 35-urnega, ja. Potem smo rekli, pa veš kaj, ne. Rečemo mi tako, da vsi tisti, ki se vsaj 2-krat tedensko po 1 uro ukvarjajo aktivno športom, lahko koristijo še 2 uri. No, the best. In potem smo se dogovorili z fitnessom v naši bližini, tako da je zdaj trenutno to sicer ni, ker imamo gužvo in delamo malo več, ampak drugače je bil obisk fitnessa 2-krat tedensko dovoljen tudi med službenim časom. Imamo trenerja, imamo 6 skupin, ki hodijo in mislim, da 70 sodelavcev obiskuje fitness. Wow. Da smo dosegli v bistvu 2 učinka. Delno smo skrajšali delovni čas, ampak živi čim bolj zdravo. Sprav, v bistvu s temi spremembami, neomejen dopust, skrajšen delovni čas, ste v bistvu zelo pozitivno vplivali. Manj bolniških, ljudje so bolj zdravi. Jaz želim, da bi ljudje razumeli, da je življenje kratko, telo pa je samo eno. In če ne skrbiš za telo, telo nima popravnega izpita. To je res, ja. To je res. Zdaj, ko gledam tebe, se mi zdi tako kot nek vodja prihodnosti. Ne? Se pravi, kaj misliš, da je danes potrebno, da si uspešen direktor ali pa vodja? Jaz mislim, da moraš biti predvsem človek. In to vedno povem samo to. Biti moraš človek in se zavedati, da vodiš ljudi, ne vodiš posla. Posla ni možno voditi, možno je voditi in upravljati ljudi. In mislim, da dober vodja mora biti predvsem poslušalec in pomagati svojim sodelavcem, da so uspešni. Nikdar nisem razumel vodi, ki se tolčejo po prsih, kaj jim je uspelo. Meni je uspelo vzgojiti sodelavce, ki v bistvu delajo dober posel.
Kaj bi pa rekel, da je tvoja najboljša lastnost kot direktor, kot vodja? To mi morajo zdaj druge vprašati. Morda to, da sem res odprt in da vejo, da lahko k meni pridejo s kakršnim koli problemom, pa nikoli ne bodo poslušali čudnih besed od mene ali pa. Čeprav se znam tudi zadreti, no, in padem sem zelo efektiven, ampak se učim zadnja leta, da 3-krat globoko vdihnem, pa se raje obrnem, pa pol drug dan reagiram. A ti rata, kaj jaz sem tudi doskrat si rečem, dej rajš naslednji dan odpiš, dej rajš naslednji. Ponavadi mi rata, ampak če mi 3 na žul stopijo zaporedoma, pol kričim, malo v narekovajih. Dej mi povej, doskrat se hecamo, sicer me zanima, kakšna je tvoja metoda za dajanje feedbacka. A si ti tudi sandwich guy, ki rečeš, prvo pohvališ, pa rečeš, pa to pa ni ok, ampak si pa ti toliko fajn, pa... Mi smo dali toliko šolan že skozi, da mi sodelavci, ko začne, meni zdaj več ne, no, ker ne uporabljam več sandwich tehnike, ampak kadarkoli je kdo začel, so sodelavci rekli, da je nehaj s to sandwich tehniko, direkt mi povej, kaj ne delam v redu. Zdaj to več ne pali. Povem direkt in povem to, kar sem se naučil tudi od svojih otrok oziroma od vzgoja otrok. Ne kritiziram človeka, kritiziram dejanje. Trdimo vedno, da so napake dovoljene, zato glede napak nikoli nihče še ni poslušal. Ne prenesem pa malomarnosti, ignorance, da se nekdo ne drži dogovora. Tu pa nimam milosti. Daj mi povej, če bi šel lahko, da malo sprovociram, če bi šel lahko nazaj v preteklost, a bi kaj spremenil, ali pa ne, deva še boljš, kakšen nasvet bi si dal? Če bi srečal zdaj mlajšega Markota, ki začenja kariero, kakšen nasvet bi si dal? Ostani tako kot si in se poslušaj. Ja, veš, tak je, malo se kdaj razmišljam o tem, ker je to klasično vprašanje na intervjujih. Ne bi nič spremenil zato, ker vse, kar se mi je zgodilo, me je naredilo takšnega, kot sem. To je res, ja, to je res. In sem zadovoljen s sabo, vem, da nikoli ne bom popoln, delam na sebi, vsak dan rastem, ampak tako je življenje, vsako sekundo se celice spreminjajo in to je tudi življenje. To je res, prav ne bi rekel kup Bitcoin ali pa Microsoft delnico ali pa se hecam. Po bitki smo vsi generali, ne. Jaz pravim, ko čistilka ve, kaj je Bitcoin, si prepozen. To je res. Ne verjamem niti v to, čeprav so nekateri blazno zaslužili, ampak jaz pač vseeno verjamem v pošteno in trdno delo. In ne v hiter zaslužek. The best. Daj mi povej še, kako si rekel, je šport zelo pomemben del tvojega življenja. Kako poskrbiš za ta stress release, se pravi, da imaš stres pod nadzorom? Stres imam rad. Sprav si dober v kriznih situacijah. Ja, načeloma pod stresom mi možgani delajo 4-krat hitreje kot ponavadi in delček stresa v bistvu rabim, ker če ga nimam, kar utopim, se mi pa pozna, da po 18 letih nikdar nismo pravega odklopa, kar pomeni, sem na dopustu ogromno, ampak to je vedno dopust s telefonom in z glavo v Mariboru. Vsaj delno, vsak dan. Tako da me je že lani delno se mi je začela izgorelost, ki sem jo s psihoterapeutom nekako zelo hitro, mislil sem, predelal. Leto se mi je pa ponovila v tako hudi obliki, da sem pristal na urgenci psihiatrije v Mariboru in da sem trenutno na antidepresivih in že 3. mesec na bolniški odsotnosti. Čeprav se opravičujem izrazu zajebano, ker biti odrezan, pa vseeno si prvi človek, pa spet povzroča stres. Ja, verjamem, ja. Tako da moram zdaj nek balans iščem vedno vsak dan, da sem kako urco vseeno na vezi, ampak da se bolj ukvarjam z vizijo, pa z kriznim managementom, kot pa z vsem, kar še nas čaka. A pa misliš, da je work-life balance sploh je danes v tem obdobju, ker vse to hiter, toliko imamo nekih aplikacij? Jaz mislim, da bi moral biti, da si moramo vzeti čas, mi zato tudi zaposleni ne dovolimo delati po delovnem času, morajo zato prositi, naravno zato, ker želim, da grejo domov, da se spočijajo. The best. Je pa res, da če si v managementu, jaz vedno pravim, da je meja, ali imaš slabo plačo in delaš 8 ur, ali pa povprečno plačo in delaš 8 ur, ali pa imaš dobro plačo in delovnika ni.
Ja. Ni vmesne variante, se mi zdi, da ni. Delati 8 ur za zelo dobro plačo, mislim, da je nemogoče. Se strinjam. Deva se še malo dotakniti, ko je Mikropolo rastel in sicer, ker ste še, ne vem, 30 zaposlenih, 50, 70, 90 in zdaj 140. Kako se takrat tvoja vloga kot direktor spreminja? Kaj misliš, da če daš tako nek nasvet mlajšim podjetnikom? Ja, vedno manj je operative, na začetku si sve zelo v operativi. Ja. Potem je vedno manj operative, mislim, da je bil en tak zelo velik preskok je tam. Med operativo pa neoperativo po 50, se mi zdi, da je bil en tak preskok. Potem je bil blazen preskok pri 100, spet pri 100 ljudeh. Kaj vem, meni se zdi, da načeloma se nič ni spremenilo. Pač ljudi je več. Ljudi je več, ampak tistih, s katerimi komuniciraš, je približno vedno enako. Tako da bi rekel, zdaj, odgovornosti so se prenesle, zdaj imamo na firmi nas je 5 direktorjev, 4, ki obvladujejo vsak svoj program, vsem popolnoma zaupam, tako da operativo sem se res razbremenil. Se pa z velikostjo firme seveda dogajajo druge stvari, ne bolje treba paziti na finance, naenkrat to postane neobvladljivo, sploh mi smo v času pred covidom z leta 2019 do leta 2022 podvojili promet v 3 letih, kar nas danes malo tepe, ker se nismo uspeli zelo hitro prilagajati, ker je šlo prehitro, ampak ja, vedno je nek nov izziv. A pa je kdaj čas v podjetju, ker rečeš, zdaj pa prehitro rastemo, dajmo se malo ustaviti, dajmo malo se popisati, mogoče reči. Mi letos to delamo, ker letos ni nekih večjih projektov in smo morali se malo prešteti, malo pogledati in prišel je tudi čas, ko smo, zdaj se pravim, da delamo Mikropolo 3.0, ker smo spremenili cel sistem, šli smo bolj v digitalizacijo, od nekaj ljudi smo se poslovili, skrčili prodajne programe in delamo samo tisto, kjer v bistvu res zaslužimo. Daj mi povej, glede na to, da oskrbujete laboratorije, da prodajate to opremo, kdo so pa v bistvu vaši kupci? A so to Novartis pa taki igravci? Naši kupci so vsi, ki imajo laboratorij. To je od asfaltne baze do mlekarne, zavoda, Nacionalnega laboratorija za okolje, zdravje in hrano, Krke, Novartisa. Novartis se lahko pohvalimo, da sodelujemo z Novartisom v vseh evropskih državah, da smo njihov pogodbeni partner in direktno digitalno povezani z vsemi njihovimi laboratoriji v 6 državah. Letos sta se Sandoz in Novartis razšla, tako da ostajamo partnerji z obema. V bistvu res od bolnic do privat ustanov, od šolstva, zdravstva, industrije, povsod smo prisotni. Koliko so pa tukaj težki pogoji, verjetno, ko se enkrat pogovarjaš s Sandozom, Novartisem, s temi velikimi igravci, ni toliko lahko postati njihov dobavitelj oziroma ne? Danes res ne. Mi smo na srečo začeli 30 let nazaj in danes smo eden večjih, ki dobavljamo Krki in Leku ali pa Novartisu, in vsi ti gredo na to, vsi ti se zavedajo, da vsak dobavitelj je strošek, tudi če obstaja, in gredo na krčenje dobaviteljev in želijo delati seveda z najboljšimi. Mi pa verjamem, da smo najboljši. Kje pa vidiš Mikropolo čez, recimo, 3 leta? Posebno poudarek dajemo naši blagovni znamki Lab Interior, ker mi smo namreč omejeni, ker smo zastopniki za slovenski trg. Zdaj rastemo, koliko raste Slovenija. Ja. S pohištvom pa se mi je odprla, takrat mi je bila ideja in en projekt je bil, delali smo medicinsko fakulteto v Mariboru, smo opremljali, to je bil prvi projekt, ki je bil vreden čez 1 milijon evrov s pohištvom. To smo naredili, takrat smo videli, da imamo znanje in ekipo, ki je sposobna to narediti in smo šli v lastno blagovno znamko. Opremljali smo laboratorije moderne in to v času covida, da so cepivo odkrivali v njem. Delamo v glavnem to, tako da mislim, da je to tu naša zelo močna priložnost in da bo to postala glavna blagovna znamka pri nas in pa pri Digital to digitalno pohištvo. To mislim, da je tu zelo, zelo višja prihodnost. Še velik potencial. Ja, misliš prej, ko smo se dotaknili te reklame, ki ste jo posneli za zaposlitev, pa v bistvu tvojega res norega govora, ki smo ga vsi poslušali na kongresu. A misliš, da te potem menedžeri pa direktori malo poslušajo, pa grejo v bistvu kakšni po tvojih stopinjah? Ker se mi zdi, da Slovenija še zmeraj relativno konzervativna. Ne? Zelo. Ja.
tako bom rekel, ne, kadroviki, zelo zanimivo je. Moj govor in reklamo generalno podpirajo in se navdušujejo nad vsem tem, predvsem ženske, kar kaže na neko vseeno homofobnost in ostalo. Pa tudi kaže na to, da smo vseeno zelo še zaprti. Mlajši me posnemajo, ali pa ne bom rekel, da me posnemajo, mlajši se poistovetijo, oziroma se tudi jaz poistovetim z njimi, smo na isti valovni, pri starejših direktorjih ali pa sploh v bolj ruralnih okoljih, pa mislim, da smo prehudi. Še zaenkrat. Ampak me pa veseli, da kader, ki prihaja, išče take, kot smo mi. Ne pa konzervativnih. The best. Daj mi povej, ko pa recimo si postavil ekipo, si rekel, prej imaš 4 direktorje, kaj pa recimo je te pomembno, kakšne lastnosti pa iščeš v osebah, ki jih daš najbližji? Predvsem karakter, odnos do dela, pa ta samo motivacija, da so ljudje nahajpani, po domače povedano, da se čutijo, da vlečejo, da včasih bolj vlečejo kot jaz. Ne iščem nikoli ljudi z ne vem kakšnim znanjem, ni mi to najbolj pomembno, bolj mi je pomembno, da je človek, da se bo vklopil k nam in da na nek način bo celo skupino potegnil naprej. Tako da, na firmi smo v bistvu zelo isto misleči in vsi malo odštekani. A ko pride nov zaposlen se mora, ali pa zaposlena se mora malo navaditi, ali se tako integrira? Malo se mora navaditi, ampak dan že vsak ve, kam prihaja. Je pa res, ne, da večkrat rečem, da moramo paziti, da se ljudje, ki so, da rekovajih, normalni, ne bodo več počutili nenormalne, zato ker smo mi sami taki. Ne, ponavadi poudarjamo pač vse te stvari, ampak vse smo zelo homogena ekipa normalnih ljudi in ni za pričakovati, da smo vsi, ne vem, kakšni. Deva se malo dotakniti še tvojega osebnega življenja. In sicer, jaz sem te prosil, da mi tudi par tvojih dejstev, fun faktov. Kaj je recimo tvoja najljubša hrana? Kaj najrešeš? Ne, jem vse. Ampak jaz sem pač vem, da sem moral nekaj odgovoriti, sem odgovoril maline, ampak ne res so dovolj sladke, dovolj kisle, pa nič kalorij nimajo. Tudi jagode so Tudi jagode so. Vso jagodičevje spada v to. Da mi povej, ker sem te prosil za najljubšo knjigo, ali pa eden izmed najljubših si omenil Alamuta. Zakaj? Alamut, si ga prebral? Sem. Ampak že takrat v gimnaziji, mislim, da smo imeli obvezno. Da, jaz sem ga zdaj kasneje, nekaj let, mislim, po gimnaziji, bral že kar nekaj let nazaj. Če prebereš Alamuta, razumeš muslimanski svet oziroma skrajni islam in razumeš, pa ne samo tega. Zdi se mi, da razumeš, kaj lahko vodja naredi človeku, če mu pere možgane. In ta knjiga je en tak zelo dober nauk ali poduk, da ljudje, ki imajo moč, imajo res moč in da se jih je treba bati, da je ne izkoristijo v slabe namene. Daj mi povej, sem te prosil, da mi napišeš citat, ki ti nekaj pomeni, si v bistvu izpostavil tega, kar je res je fantastičen. In sicer, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. Therefore it's called the present. Ja, tega imam tudi tetoviranega. A res, the best. Tega imam. Pa še enega imam, Dance Like Nobody's Watching. Res se mi zdi, da ukvarjanje s preteklostjo ne vem, kakšno korist ima. Ukvarjanje s prihodnostjo tudi ne, ker noben od nas ni fortune teller, da bi lahko vedel, kaj bo. Zbudimo se vsako jutro, zdaj po 50-ih, moraš biti vesel, če te nič ne boli. Malo šale. Ne, dan je darilo in če se zjutraj zbudiš, več stvari v življenju me je pripeljalo do tega, da se življenje lahko zelo hitro konča. Lani mi je umrl moj najboljši prijatelj, star pri 47 letih in to me je zelo, zelo streznilo in streslo. In mi spet potrdilo, da res je treba živeti za dan. Seveda pa ne škoditi drugim ali pa na škodu drugih, da ne bo narobe razumljen. Zanimivo v bistvu, ker ti vse, kar delaš, v bistvu tudi vse vrednote daješ manj tudi v podjetje, ne? Se pravi, probaš živeti. Ja, še enkrat, včasih pravijo, to je moje zasebno življenje, to je moje službeno življenje. Ni, življenje je moje eno, jaz nimam noben nima dveh življenj. Vse ostalo je lahko samo pretvarjanje.
In se mi zdi, da pač ne moreš biti, ali pa igraš, no, ali si pa res dober igralec, da prideš v službo, se preleviš v strojega uradnika in po 8 urah greš. Ampak to te po moje na dolgi roki spije. Ne, absolutno, absolutno. Se pravi, hobi, si rekel, klavir, smučanje, fitness. Yes. The best. Klavir za dušo, klavir je edina stvar, ki jo delam brez da razmišljam zraven, ker mi možgane res čisto izklopi, zato ker se moram posvetiti temu, kar igram in igram ponavadi res v glavnem za dušo. Že dolg časa? Klavir sem samouk. Skončal sem glasbeno šolo za klarinet, ampak klarinet je tak pust inštrument, če ga samega igram, vsi sosedje si po moje ušesa zakrivajo, ker pač bolj pride do izraza v kakšnem bendu. Klavir je pa klavir imam doma, enega imam v pisarni, tako da včasih navdušujem v narekovajih sodelavce z cele moje etaže. Včasih igram tudi med službenim časom, če rabim malo sprostitve, sedem za klavir, zajem 3 pesmi, pol vsi odprejo vsa vrata, poslušajo, potem, tako da klavir mi je res za dušo. Fitness pa tisto, ne, da daš ven. Ne, da pač daš kao kilo več, če je bil dan slab. Ja. Zmer je zanimivo, koliko pol poslušaš, kaj smo tudi od fitness, koliko v bistvu premečeš, ne, v teži, če par ton, ne, dejansko, se kar nabere. Ne. Ja, in fajn je, ne, zato ker priješ z kako glavo in potem včasih, da bi, ampak potem tiste v teži začneš vleči nekaj naenkrat, ok. Ne. Pa si ti bolj jutrni fitness, vmes med službo? Vmes. Da pol dodaten boost, da pol si še del. The best. Če bi odprla midva zdaj tvoj telefon, katere aplikacije so najbolj v uporabi? Ali pa so na prvi strani? Na prvi strani je Tesla. Zadnje čase, Facebook sem dal septembra predlani. Predlani. In moram reči, da je to bila največja katarza. Je bilo odstranitev Facebooka in vseh teh družabnih omrežij, predvsem pa branje komentarjev. Tako da dobenih od teh aplikacij nimam, samo še Instagram, vsa ostala omrežja upravljajo sodelavci, moje profile, sodelavci. Nimam nekih, hodim gledati na banko službeno, pa v Teslo, da si avto grem na pod drugih aplikacij, pa zelo malo uporabljam. Kaj pa televizija? Imaš kakšno serijo, ki te spravi v dobro voljo? Big Bang Theory. Big Bang Theory mi je še danes, gledam jo že, 5. po moje, zato ker to lahko gledaš non-stop, ker vedno nekaj še najdem, kar nisem videl. In predvsem mi je ta inteligenten humor in mislim, res so mi dobri, no. Pa tako zelo na easy, v bistvu se res sprostiš, ne pozabiš vse in se jim režiš. Dobre, je tudi ta Young Sheldon. Ja, ta Young Sheldon tudi gledam, ampak vseeno, Big Bang Theory je Big Bang Theory in ne vem, če jo bo kdo dolgo prekašal. Se strinjam. Marko, peva še na najbolj pomembno vprašanje in sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev, od mladih podjetnikov, študentov, pa tudi kar nekaj članov uprav, predsednikov in tako naprej. Pa me zanima, kaj bi bil tvoj ali pa zaključni nauki za naše poslušalce? 3 sem napisal, ne? Ja. Jaz pravim, življenje je kratko in je samo moje in v življenju mi nihče nič ne bo dal ali pa mi ni dal in zato je čisto moje, kako ga živim. Vedno pravim tudi, da uspeh ni večen, uspeha ne moreš dobiti in ko rečeš, da si uspešen, pazi, ker je uspeh vedno samo sposojen, torej za uspeh se treba vsak dan boriti. In prebral sem knjigo Simona Sineka Neskončna igra, ki je name tudi pustila velik pečat. V bistvu je knjiga, ki sem jo bral, če ne bi bila napisana v letu 2019, bi skoraj upal reči, da sem jo sam napisal, ker sva zelo podobnih misli in predvsem me veselo to, da življenje ali pa posel ni tekma, ne moreš zmagati. V poslu nikoli ne moreš zmagati, ampak je to neskončna igra. In ko nek uspeh pride, je že treba garati za naslednjega. Tako da to so stvari, ki me v življenju nekako vodijo, predvsem pa če bi še dal kot en splošen nauk, da dajmo se imeti fajn, ker je to življenje tako prekleto kratko. Res je. Da je škoda vsake sekunde, kjer ni fajn, no.
Si ti pol tista oseba, ki je seize the moment, da je vzel živi v tem trenutku? Se trudim v tem trenutku, zdaj res, ko sem antidepresiv, mogoče ni moje sončno obdobje, ampak ja, vem, da bo spet v redu in pač to je tako. Life je, življenje gre vedno malo gor, malo dol, tako posel in to je treba sprejeti. To je res. Wow. Dragi poslušalci, z nami je bil Marko Podgornik Verdel, tako da še enkrat, Marko, najlepša hvala za tvoje res izjemne izkušnje. Ti, bom še enkrat izpostavil, imaš več klobukov od tega, dragi poslušalci, da je podjetnik, direktor, mentor, trendsetter na večjih področjih in meni blazno dober govorc, tako da hvala res še enkrat za izkušnje, poglede na svete. Hvala tebi. Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.